spremenilo, ne vem, razen to, da smo 5-krat pripravljali to edicijo, 3. edicijo festivala Čili in čokolada, glede na epidemiološke razmere, ker nam je bilo onemogočeno. In smo resnično veseli, da smo lahko spet na trgu Lejona Štuklja in pričarali to kulinarično doživetje za obiskovalce. Držujemo več kot 30 ponudnikov, 2 trenda, čili čokolada, ki se dopolnjujeta, pekočina in ta sladkost pa beljakovina, ki oblaži pekočino čilija, je čokolada. 1001 kreacija iz čokolade, različni produkti iz čilija. Kar je tisto, kar je drugače, moče niti ne toliko drugače, ampak kaj še bolj se čuti, je to, da so obiskovalci želeli. So pogrešali te vsebine, pogrešali so druženje. In to se čuti, ta pozitiva na samem festivalu, še toliko bolj, kot je bila v prejšnjih letih, in verjamem, da bo 2 dneh ravno to kulinarično razvajanje in uživanje. Na celem festivalu vedno delamo neko razmerje oziroma izbor ponudnikov, ki prihajajo, ki se prijavljajo za sodelovanje na festivalu. Tako da imamo in iz lokalnega okolja, imamo potem ponudnike iz cele Slovenije, od Prekmurja pa vse do Primorja. Zraven tega pa so seveda tudi ponudniki iz tujine, z Hrvaške. Kljub temu mislim, da se pozna COVID davek, torej ta post-COVID situacija, da je določeni ponudniki so bili primorani opustiti dejavnost, ravno zaradi situacije, ki smo imeli COVID, in tudi dosti težje prihod iz tujine, govorimo Italija, Avstrija, se še težje odločajo za prihod na festival v Slovenijo. Ker je še vedno ta post-COVID situacija, ampak kljub temu smo zapolnili ves razpoložljiv prostor, ki ga imamo na trgu Lejona Štuklja, in na ta način pripeljali zelo kvalitetne in mislim na najboljše ponudnike, ki jih imamo v Sloveniji. Vedno na naših festivalih razmišljamo, da je festival in vsebine za vse obiskovalce. Meni nam je tudi, da smo družini prijazni festival, da omogočamo tudi druženje, da imamo vsebine tudi za najmlajše, od različnih animacij, poslikav, igraje, in prav zato tudi potem za starše, da lahko starši v miru uživajo v kulinaričnem razvajanju. Sam Čili čokolada festival pa tudi temelji ravno na tem, da je zelo zanimiv, ta show program, pester program. Ena zadeva je, ki se izbira med ponudniki, najboljša maka, ki jo izbere seveda komisija z blind tastingom, pa tudi Hot Wings Competition, torej v jedenju resnično pikantnih perutničk, mogoče za najbolj pogumne. Takrat tudi vidimo te solze, vidimo to trpljenje, ki je kljub temu užitek. Pa hitrostno jedenje čokolade, ki moče se sliši zanimivo in enostavno, je pa ni enostavno pojesti 700 gramov temne čokolade. Danes je popularen čili con carne po celi Sloveniji, posod ga dobiš, tudi čili con carne. Jaz sem bil v Mehiki, vem, kje je čili con carne. In z Žigom sva se, ki sva bratca, se štekala in sva naredila, če delava čili con carne, bo OG čili con carne. Žiga je zihto prosto pašno govedino. Sestavina vse od lokalcev. Vse je lokalno. Tako da tudi meso je vse senjeno govedo, ko je proste reje skozi. Začimbe so originalne, Tex-Mex, tako da čipotli, morita, ne vem, škoda ni dohodke, verjetno ljudje ne pozabijo, mislim, ne poznajo, ampak danes se dela čili con carne z slovenskih sestavin, ampak tu ni čili con carne. Tudi, če bi radi pravi čili con carne probali, pridite sem. Ne bo toliko pekoč, bo tudi za une, ki niste probali čilija, bomo začinili za une, ki rabijo malo več, ni problema, ampak originalen čili con carne pa žihcem naredila danes in jutri. Maribor, trg Lejona Štuklja.